Varnost ne pozna meja in v okviru nabave gasilske tehnike, ki je še potrebna v Gasilski zvezi Sevnica, je odločitev za vozilo za reševanje iz višin in globin, tako imenovana lestev ali multistar vozilo. In sam razpis, pa tudi dobro sodelovanje z občino Radeče je pripeljalo nas do odločitve, da sodelujemo z občino Radeče, kajti politične meje v gasilstvu niso tiste, ki bi bile odločujoče, in verjamemo, da bo to vozilo koristilo gasilcem tako v Sevnici kot v Radečah. In verjamem, da bo ta skupna nabava oziroma nabava v Sevnici, ki bo pokrivala tudi občino Radeče, koristila predvsem našim občanom, predvsem pa tudi naši industriji, ki je zelo intenzivno se razvija. Večji, zahtevnejši objekti potrebujejo tudi drugačen pristop in imamo izkušnje, da tako vozilo v primeru nesreč, industrijskih nesreč je nujno, in zato ga tudi v okviru občine Sevnica in tudi občine Radeče potrebujemo. Sam sporazum je začetek procesa nabave, prijave na razpis, tako da bo v letu 2023 to vozilo tudi na razpolago. Ja, današnji podpis pogodbe med Gasilsko zvezo Sevnica, občino Sevnico in občino Radeče je seveda proti veliko stvari, ampak tudi na varnosti gasilstva v naši občini, kjer društvo dela res odlično. Smo enostavno premajhni, da bi dobili to pridobitev v eno občino, v našo občino, ampak če pa to sodelovanje, kot se kaže, skupaj nadgradimo, Sevnica, Radeče, konec koncev povezovanje regije, je pa večkratni multiplikativni učinek, mi pa seveda pridobimo tudi najhitrejšo možno pomoč v primeru požarov na višini, in jaz sem vesel in ponosen, da takšno sodelovanje teče in naj teče še dolgo naprej. Hvala, pa uspešno. Hvala. Dobro upravljanje. Vse dobro, pa naj služi vsem. Čim manj, ampak za skupno dobro. Takrat, ko gre po Bogu, pa da si dobro prišla. Hvala. Danes smo skupaj z občino Sevnica in pa tudi z občino Radeče podpisali sporazum. To je novi korak na poti k zagotavljanju varnosti krajanov v občini Sevnica, kot tudi v občini Radeče, predvsem na področju gašenja in reševanja iz višin. Ta korak seveda je bil potreben, ker se v naslednjem mesecu prijavljamo na razpis za sofinanciranje, ki ga razpiše Uprava za zaščito in reševanje za vozila namenjena za to področje. Vozilo bo predano v upravljanje gasilskemu društvu Sevnica z enoto, ki bo pokrivala poleg občine Sevnica tudi v primeru potreb ali pa načrtovanih vaj še občino Radeče. Vsi seveda se zavedamo, da je to za nas ena nova odgovornost, vendar ocenjujem, da bomo v času do dobave tega vozila to odgovornost prevzeli resno in se usposobili za strokovno upravljanje in izvajanje javne gasilske službe na tem področju. Ja, nabava vozila večnamenskega specialnega za reševanje z višin in gašenje je zelo velikega pomena za samo občino Sevnica, kot tudi za sosednje gasilske občine, tudi za samo regijo. Glede na to, da je vozilo specialno, bo prišlo na pomoč tudi v tehničnih zahtevnih intervencijah, predvsem za reševanje tudi ob nesrečah z nevarnimi, ob nesrečah na železnici, ob nesrečah v prometu, potem ob nesrečah v vodotokih. Vemo, imamo zelo težko dostopne terene ob reki Savi, ob železnici proti Radečam, tako da bo to vozilo res namensko. Je namensko nabavljeno, zelo precizno proučeno, kajti ima sabo 8-9 gasilcev, vodo, dvigalo, lestev, košaro za gašenje z monitorjem in pa seveda z vso tehniko tudi za reševanje iz visokih nadstropij. Ja, usposabljanje za tako vozilo seveda je na začetku v samem podjetju, katero to vozilo bo pač izdelalo, potem pa še specialnost gasilec strojnik avtolestve. Ta usposabljanje traja pa seveda na igu določenih mogoče 3 dni ali pa 2 dni, odvisno čisto od programa, kaj bo. Vrednost vozila je 896 tisoč evrov dobrih.
seveda skupaj z občino, Gasilsko zvezo in pa upravo zaščite reševanja, na katere se tudi prijavljamo na razpis, bomo ta vozilo realizirali v roku 2 let.